Bitcoin je končno prebil mejo 12.000. Kaj to pomeni in kakšna bo prihodnost kriptotrgov? Pa poglejmo. Ok, najprej da damo to na stran. Jaz nisem vaš finančni svetovalec, to niso finančni nasveti in odgovornost za vaš denar in vaše trgovanje imate samo vi. Torej, novica, ki je kot strela z jasnega udarila ta teden, je ta, da bo PayPal na svojem omrežju dovoljeval trgovanje in nakupovanje s kriptovalutami. Zdaj, to je ogromna novica. Zaenkrat bo to omejeno samo na Ameriko in njim bo pač dovoljeno nakupovanje, prodaja, tudi da držijo kriptovalute na svojih denarnicah, na PayPal računu. To se bo vse zgodilo v prihodnjih tednih. Zdaj, še vedno bo tako, da plačevalo se bo lahko s kriptovalutami, ampak prodajalci, katerim boste plačevali, bodo pač dobili plačano v fiat valutah, torej bo še vedno konvertirano med valutami, torej med kriptovalutami in fiat valutami. To je res ogromna novica in to je zagotovo tudi vplivalo na dogajanje na kriptotrgih ta teden. Torej, če se morda spomnite od prejšnjega videa, sem jaz predvideval, da bi se lahko Bitcoin spustil vse do 8700, tam nekje, ampak se ni, očitno je bil tale trendline na 10.129 kar precej močen, zato se je odbil od tega in sedaj prebil tudi 12.000, ki je bila meja zdaj že kar 3 leta, in celo 13.000. Ampak ni še dobro, da se prezgodaj veselimo. To je namreč tedenski graf, zato moramo počakati še vsaj 2 dneva, da se ta teden dokonča, zato da se tole potrdi. Poleg tega je pa vseeno še ena stvar, ki me skrbi. Zdaj, Bitcoin je vsekakor v bikovskem trendu, tle ni kaj za oporekati. Je pa le ena stvar, ki me skrbi, in to je tale. Temu se reče divergence. Ko gre cena visoko, ampak RSI pa se spušča, kar nakazuje, da se bojo cene spustile. Zdaj, še vedno se lahko tole popravi v bližnji prihodnosti, tako da bomo videli. Je pa vsekakor tukaj stokastik RSI pa nakazuje, da se je nakup šele dobro začel, tako da še vedno se lahko to zviša in se to lepo popravi. Tako da bomo videli, kaj nam zdaj v tej kratki prihodnosti prinese. Torej, najprej moramo potrditi tole, da zaključimo nad 12.000 vsaj, in pa tukaj RSI, da gre preko teh višin, ki jih je takrat naredil, to je bilo 8. julija. Pa poglejmo še malček altcoine. Tudi tukaj je v polnem teku bikovski trend. Tukaj vidimo, da se je kar lepo drži tegale trendlina. Tudi stokastik RSI zelo lepo nakazuje, da se bodo nakupi šele dobro začeli, tako da marsikdo, med drugim tudi jaz, napovedujemo, da se bo kar lepo kmalu začela alt sezona. Pa še za konec Crypto Fear and Greed Index.
Tukaj vidimo, da smo odlično obdržali mejo 41, 42, prebili mejo 56 in prišli nazaj na 73, tako kot smo bili nekje tukajle med 29. julijem in 4. septembrom. Tako da lahko nekako iz tega napovedujemo, da se je bikovski trend šele nekako dobro začel, ta kratkoročni bikovski trend. In to lahko traja, kolikor vidimo tle, nazadnje, ko je bilo tam nekje en dober mesec. Lahko več, lahko manj. Bomo videli, kako se bo izteklo. V glavnem, trenutno smo na grid, torej pohlep. In to je to. Bomo videli, kako se bo izteklo. Vsekakor kaže, da zdaj v naslednjem mesecu, da bi morali Bitcoin in ostale kriptovalute iti krepko gor in naj bi se začela celo nova alt sezona. Tako da, to je to za danes. Hvala za ogled videa do zdaj. Z vami sem bil Explicit. Naročite se, da boste obveščeni o novih video vsebinah, ki jih bom objavljal. To je to za danes in se vidimo v kratkem. Čau!